Dobro večer, lepo pozdravljeni na Razliti tinti, na prvem od strip dialogov, ki se imajo zgoditi v seriji, še dva bosta sledila. Odločili smo se namreč, da bi bilo smiselno, da nam uveljavljeni slovenski stripovski avtorji tudi malo povejo, kdo jih je spodbudil k risanju, kdo jih je navdihnil, kdo jih je prepričal, da katerih stvari ne delajo. In danes sta z nami že prva v seriji, naslednjega tudi že lahko napovem. Boste še enkrat slišali na koncu, ampak 24. marca si lahko še rezervirate. Očitno Matej Dečeko želi, da je prvi napovedan, ne? To je njegova navdihujoča glasba, potem bojo sledile še slikice. Matej Dečeko je torej danes z nami, stripovski ustvarjalec, ki ga verjetno poznate predvsem po risanju stripa Šnofi. Prav zdaj pa, če se ne motim, v nastajanju tudi še en nov stripovski album, ki mislim, da bo še letos kmalu izšel pri založbi Stripolis. Z nami je tudi Dora Kaštrun, tudi stripovska ustvarjalca, njene žabce lahko vidite tukaj zadaj. Lani je bila tudi žirantka za Zlati repca, sicer pa likovna pedagoginja. Torej, izvolita, me veseli, upam, da nam poveste za kak nov strip, če ne pa vsaj svoje pokažete. Hvala, da ste prišli. Hvala. Hvala. Kje si pa ti to zvedla? Ok, živijo, lepo zdrav, stripovsko občestvo. Jaz sem bila tako zihar, da bova midva z Dečekom pa Tanja mogoče kle. Tako da sem ful dober, da se ful veselim tega dogodka, mi je bilo tako the best ideja to. Jaz bom tako začela, pač ne vem, kje stripe mislim, kaj sem jaz najprej prebrala. Treba se je zavedati, da izhajam iz ilustracije prvotno in sem tudi na študiju ilustracije v bistvu bolj stripe spoznala. Kot otrok sem sem imela neke Jaka Racmane, ki sem pol neko revijo mi je Nona kupila in sem tisto 10-krat prebrala, samo pol mi ni kupila nič več, tako da pač ni bilo stripov zame. Sem pa nekako najprej mange brala, ampak to je bilo v srednji šoli, nisem niti razmišljala, da je to v bistvu strip ali pa kjerkoli, to je pač bila zame manga. In je to. Tako da okus se mi je pa tako čez leto, mislim, pač ja, se mi gradi pa oblikuje, upam, da še zdaj. Tako da, ja, ne vem, stripe je meni predstavila v bistvu Suzana Bricelj z tem najprej s Hugo Cabrejem, od Briana Selznika, in nam je to predstavila kot grafično novelo. In takrat je mene tudi začela zanimati ta vrsta umetnosti. Bilo mi je všeč, ker sem pač študirala ilustracijo, mi je bilo všeč, da so slike res tiste v ospredju, da lahko tudi sliko govoriš celotno zgodbo. Sicer pri Cabreju so pol tako deli, kjer je par strani samo teksta, pa so pa deli, ki so v bistvu po večini, ker pač cela stran je en kader enega dogodka, niti ni tako razparcelirano po različnih panelih, tako da to mi je bilo tudi zanimivo. Ne vem, pa čisto tako, no, tudi ja, risba nekako se vidi, pač da je na nekem nivoju, vsaj pač ja. Tako da me je pač kot neko študentko ilustracije to pritegnilo. Pa sem tudi za diplomo delala strip. Pol drugi strip, ki sem ga tudi med študijo spoznala in mi je pa pol res zapečatil tudi tisto odločitev, ne vem, da za diplomsko naredim en strip, sicer to je pač upam, da ga ne boste nikoli videli, ker je bilo res hecno, da sem se lotila strip delati za diplomo, ki jih nisem sploh brala prej. Tako da ja, zakaj, pač ne vem, ampak ne vem, ta The Arrival mi je bil tako, ne vem, edin kos pač neke literature, da sem potočila solzico zraven, ker sem to brala, ne vem, to se mi nikoli še ni zgodilo prej, da bi se me nekaj toliko dotaknil. Se me je pa dotaknil pač zaradi te res fine risbe, pa ker se mi zdi, da se veliko enih stvari poklop v tem stripu, tudi glede likovnega dela in glede zgodbe. Se verjetno vsi poznate več ali manj ta strip oziroma ja, pač strip res besed v tem primeru. Deluje kot pač nek tale, zdaj več tega niti ne uporabljamo, album za fotografije stare,
Tako da so tudi na ta način, naprimer, pač na ta način, kot da bi ti nek fotoalbum odprl, so tudi narejeni te stripovski okvirčki. A pa te ni, če smem, daj. tako, a si probala recimo to posnemati, ta stil, ali kaj, ker zdaj, te so ful taki dodelani, Ja. že ta prve pa tale zdaj. Ja, ne, A ni to tako malo ne, ni to pač scary? Ni to moj stil, ki bi ga jaz posnemala. Sej, ja, to se spomnim, to je bilo vprašanje, preden smo se lotili tega pogovora, koga plonkate. Pa sem, pač prva misel je bila tako, če bi jaz res malo boljš koga plonkala, mogoče bi pa kaj boljš tudi narisala kdaj. Tako da, ja, ne, me je zmeri privlačilo magično, pa ne vem, mogoče ta nek magičen realizem. To je ena od stvari, ne. Po drugi strani pa tudi humor, pa črni humor. Ampak ja, me tudi take stvari so mene navduševale. Kaj se mi zdi tudi dobro povedana zgodba, ki je tako univerzalna, neka zgodba o migraciji, ampak ni vezana na neke realne dogodke, na realne kraje na svetu, ampak pač smo v nekem imaginarnem svetu. Ampak je vse dosti tako, da se mislim, da lahko vsak poveže s tem. Pač jaz nisem bila v tej situaciji, da bi mogla migrirati, ampak pač mnogi ljudje po svetu. In potem se mi zdi tudi dobra ta povezava, koliko je stripovski jezik univerzalen ali pa sploh pač neki izdelki, ki so brez besed, brez teksta, da lahko toliko informacij preneseš sam sliko. Ne vem, pač to je od meni ful dobro. Tudi tako, ne, koliko naprimer na splošno tudi v literaturi mi je tako, ali pa stripovski literaturi, koliko enih stvari pokazati, koliko pa skriti. Pa da je še zmer tisti nek čustven odziv na gledalca, bralca, ki ga je avtor hotel povedati. Se mi zdi, da ni treba vse, pač ne rabiš videti, pač ne rabiš videti odsekanih glav, pa črev, da bi začutil, ne vem, koliko je nekaj močno, ne, koliko je to preganjanje, izgon, težek in boleč. Pa hkrati tudi fajn mi je, ko imamo to klasično formo zgodbe, tujec pride v mesto in tako res dobesedno pač imaš tujca, ki pride v neko novo mesto in pol kako se tam znajdati in spomini in tako. Vem, tudi strip ful dober ritem, se mi zdi. Je pa ta avtor, ne pa tudi, ja, kao te sepijaste barve je hotel spet povezavati na ta album. Ampak ima pa tudi dobre, se mi zdi, da je tudi dober kolorist, da nima samo pač tega pristopa. Tako da, ja, pač eno od avtorjev, ki mi je všeč. A lahko še nekaj, ker si kar strip vzela za diplomo, kaj pa zgodbo, recimo? Zgodbo to smo se prej pogovarjali. Ja. Sem hotela narediti biografijo od pradedka, ampak sem pa tako prišla nekje do zgodnjih najstniških let, pol je pa pač bilo tako, nimam več to časa vse. Tako da ti si ustal nekje, pač nek zametek je, nek zametek stripa. Ja. Pa to je bil pa prvi strip, ki sem si ga v bistvu kupila, poleg tistih nekih mango v srednji šoli. Zakaj sem to kupila, ne vem. Mogoče je bil na znižanju ali kaj takrat. Pač, depresija do Boga, ampak pač iščeš pol nek humor tudi v tem trpljenju. Se mi zdi, mogoče on fajn ujame ta tisti, ki si že res toliko na robu, ki ti je toliko dosti vsega, da si sam še patetičen in deprimiraš, ampak nekako mi je zanimivo, da lahko ljudje, gledalci nek humor tudi najdemo v tem. Pa se mi zdi tudi tako, kar v Sloveniji pri nas pač poznan strip. Se mi zdi tako pač vsak pozna Kraskata. Pa mi je zanimivo, veš, zakaj pa nas to toliko pritegne. Ker je kar pač odbit, kar temačen, ker pač včasih ne razumeš, zakaj.
Ampak ja, ne vem, v redu mi je tudi risba, tako da je kompaktno, spraskano. Ja, ni da ni. Danes se smilim sam sebi. Ja, pač iskrenje, ne, to, po moje nam je to, baš se dotakne tistih nekih globin, v katerih se Adele rola včasih. Ja, no, zdaj pa pač, da ne bomo samo deprimirali, za kontrast, mogoče en strip, ki sem si ga kupila v Lizboni, in to v najstarejši knjigarni na svetu. Tako da zdaj vidite, kakšne stripe so delali pred 400 leti približno. Ja. Tako da, Ali je iz Portugalske in bo prebrala naslov. Will you read the title? Deja-vu. Okay. Yeah. Thank you. Jaz sem najprej to zbrala desvijo, pa najprej sem mislila, da je tisto L, ker mi je nenavadno, da je mala začetnica, pomeni pa diverzija. V prevodu je pa tako, pač zgodba o odraščanju o nekem najstniku, a nam je to okrog? Ne vem, če vas kaj zanima. Tukaj mi je bilo recimo všeč pač ta, ne vem, drzna uporaba barve, mogoče to, ne bom se enačila s tem nikakor, ampak pač malo bližje mogoče mojemu pristopu, da so neke linije, outline, zdaj zadnje čase, pa da je barva res flat, ploskovito, je, kar je, ni nekih tako vragolij barvnih pa prelivanj. To je že malo bližje kot tvojemu stilu, se mi zdi. Ja, mogoče. A si to plonkala? A si to plonkala? Ne, nisem. Si želim. Ja, mogoče bom zdaj začela malo več plonkati. Se mi zdi super barvna paleta, glede na to, da pač gre za tak kraj, ne, kjer se dogaja na Portugalskem, pa poletje je, tako da je malo kontrast klaskatu. Ne vem, ja, fajn so mi te linije, ki so kar pač neke črtice tako pa posod, pa niso spet toliko, ne vem, še vsem diha, ne, še vsem pušča malo prostora, ni čist zagiftan. Je pa govori pa o enem najstniku, pač odraščanje, on je poletje je, on je sam, starši so šli na morje, punca hoče pavzo. Ampak, ja, tako da nisem ga čisto v celoti prebrala, ker jaz pač pol si z Google Translatorjem malo tako slikam pa. Tako da vam ne znam točno objasniti zgodbe, ampak lej, če je kakšen založnik tukaj, pa strip je bil tudi večkrat nagrajen, če kdo hoče prevod narediti, tako malo za idejo. Tako da ja, pa tudi ja, mogoče malo bližji mojemu stilu. Pa naprej, jaz ne vem, čakaj, koliko smo, ne vem, a sem ful hitra, sem prepočasna, v redu. Tikar. Ja. No, dobro vprašanje. Bom jaz naslednjič, se v redu. No, pa so mi pa take fore, recimo, zanimive, ki se igrajo z svetom la vie elastique, se pravi elastično življenje, ki so pač res neke risarske igrice, neka risarska gimnastika mogoče, tako raziskovanje, pač ja, kaj je realno, kaj, ne vem, ja, pač je nek tak medij, kjer lahko greš čez realno fiziko in to, in se mi zdi tako super in vaja, to bi mogoče, bi rada probala kaj takega, kdaj, pač čistko malo zavežbati, da vidiš, kaj lahko z enimi navadnimi predmeti vse počneš, kako jih lahko opogibaš in daješ nove. So tudi malo tako besedne igrice, mislim, ne da se čisto vsega prebrati, ampak je neka serviette de bain, no, brisača za kopanje, ja. Pa se jo pol dejansko uporabi kot za kopanje. No, tega imam tudi s sabo.
Zdaj morate gledati, a veš, če vam nastopajoči da, zdaj pa je treba. Ne? Dežuje glasba, tale ptiček odleti na dimu. To bi se dal, pri nas ne, kako bi mi to prevedli čistočen. Kaj je, v angleščini se mi zdi, da se da lažji, v slovenščini bi lahko mogoče bil kakšen ekvivalent, da izpuhtiš, ampak v bistvu pač gre za dim. Ne vem, v angleščini mogoče go up in smoke ali pa kaj takega. Ja, pokadi. Ampak pa bi pa mogli že tudi neko risbo drugače narediti pa prilagoditi, da bi šlo s to besedno igro. Recimo. Ja, ne vem, pač risbica pa čistko, se mi zdi solidna, simpatična. Tako, ne rabiš kle neki mozgat ali pa ne vem, kakšnih detajlov risati, pa to pač pove, kar pove. To mi je, všeč mi je ta redkobesednost. Pa sem pa še tega prinesla, to sem pa pred kratkim nabavila, tam je pa presenetil najbolj zato, ker so noro dobre barve. La Brigade, je pa o čarovniku Merlinu, pa njegovi brigadi junakov, ki se potem spopadajo z nekimi antagonisti. So pa, to mi je, mislim, itak ful fantastične ilustracije na splošno. Ampak ja, res to sem hotela imeti, ker je toliko dober print. Ne vem, ker so pač, se mi zdi, ful žive barve. Je pa, to je še en zemljevid noter. Je cmik print, ampak so mu še dodane oranžna, zelena pa modra in se vidi pač, zakaj je pa tudi toliko te oranžne pa modre zraven pa zelene. To je pač, ta print skuša emitirati RGB barve čim bolj. In je tako, mislim, da so tako ene dve tiskarne, pa še neki zunanji sodelavci in svetovalci delali, da so to pol spravili skupaj. Pa tudi pač to je res tako kar monumentalno delo. Ne vem, ki ima človek toliko časa. Prav, s Petrom so se pogovarjala o barvanju prej od zunaj, pa se mi zdi, da bi tole ful ga zanimalo lahko. Ne vem. Ja. Ful tako omejen kolorit se mi zdi, pa ful efektiven. Ful so lepe barve. Od tlele, no. Se mi zdi ful dobro govori. Imamo tudi take teksturice, ki so malo tako na retro potegnejo, mogoče na neke retro printe. Ne vem, to pač res vam z veseljem dam za pogledati ta stripek. Ne vem, Petra, gre pol kar do tebe. Evo, sorry, Kristjan. Ja, tudi to bo enkrat treba malo bolj natančno prebrati. Po moje tako, če bi to kot otrok videla, bi čisto noter padla. A to te je čisto tako vizualno ali si hotela nek to fantasy si iskala? To predvsem zaradi vizuali. Okay. Ne znam pa glih francosko. No, ja. No, ni strip, ampak jaz bi ga dala v strip, zato ker je pač slikanica brez besed. Tako da se mi zdi pač, da je to čist nek stripovski jezik, ker ti obračaš strani in se dogaja in greš iz kadra v kader. To mi je tako pri srcu, ta slikanica. To je Solovna noče, je dobila tudi v Bologni nagrado. To je ono, pač ne vem, lahko pridete na obisk, pa se usedemo na kavč, pa vam jaz to preberem, tako kot mamica otroku in bom čisto srečna. Ne vem, tukaj je ful je dobro, da on gre in gre na gor. Tako je simpel, ampak pač udarno in učinkovito. Pač on sam gre na goro in se ukampira in gre spat. In potem se mu začne dogajati. In
ne vem, začnejo okrog šotora lest razni palčki, pa špilajo stvari. Pa ne vem, pač vse, kar se lahko spomniš, preleze skupaj, preleze čez okrog, ne vem, pride jeti, pride čarovnica. Tako se mi zdi ful dobro, ker lahko tako nekomu pripoveduješ, pa greš čez te slikce, pa najdeš neke motive oziroma neke take male skrite detajle. Ne vem, pač te mravlje nosijo božička, a pa ne vem, kle gre lulat, pa je vse v redu, a veš, pa se vse skrije. Ko je prišel ven, pa tako spet gre noter spat, pa neki jeti uleti. Ful mi je všeč ta šum, ki je tako pač, ko so ti črički pa vejce pokajo, ne vem, se mi zdi tako vidiš v tej risbi to lahko, veš pač jeti pa pol on vzame neko rožico. Tako ful simpel, ampak učinkovito. Pa tako ne vem tudi, kako pač neki tacga sploh zaključiti, nek tak koncept. In pač ne vem, samo tako pride en ful pisan komet čez in si sam tako, oh my god, kako lepo. Sam komet je preletel in je tako, wow, te barve, veš, wow. Ne vem, tako, kad te sam risba zadane, to mi je ful všeč pri tem. Ful je huda stilizacija, tale ananas me je ful dober. Pa te čukasti pogledi, te jelena. Pa enkrat pridejo tako neki netopiri, sam tako polno netopirjev je in en Batman vmes. Tako, pač kukudo. Zgubo. Ja, pač Betty pa Batman, ne ve, to mi je tako ena top. Ja, tako mislim, da je to, ker imam jaz od slajdov tema. A bo še ki vprašal, dečeko? Ja, jaz sem... še ene s tabo, ampak ok. Jaz sem, kaj se vem, jaz, ko sem sestavljal te slajde, sem se ful sprašoval, a imam kaj v svojemu na disku, a ne, če imam kakšne primere, ki bi mogoče se videli, da me je tja potegnili, a ne, ali pa kaj. Tako da to, pač v bistvu sem malo upal, da boš imela to, ampak v bistvu se je videl, da tisti portugalski se mi zdi, da je tisti ful vplival. Znate, če pomislim na to, kaj zdaj delaš sploh kva je detektivska agencija, kako se že reče? Šapa. Ja. Se mi zdi, da se vidi, no. Barve so ful dobre, pa lik z Janezom so zanč gledala, se te pol poklicala. Se mi zdi, da si imela ful fajn, no. Tudi kako si linije recimo uporablja pa flat barve. Ok. A hočeš, da te še kaj vprašam? Hvala, ne, v redu je. Čakaj, kako se zdaj to užge? Če hoče iz publike kdo še kaj vprašati. Ja, prosim. Ali pa kaj zagroziti. Boja pol, ki se bojo spomnili, razen če... Ja, vidiš, imam še backup, sem mislila, če bom ful prehitra, ne vem, Brecht Evans tudi, pa se mi zdi ful dobra zgodba. Mam zameram zaključek, ki je preveč tako nedoločen, odprt. Ampak ja, mogoče kot neki, kaj pri sebi pogrešam, ta neka odprtost v risbi, malo bolj, da mečkam bolj zadiha to, se mi zdi, da moram malo odpreti svojo risbo, pa se mi zdi tukaj ful fajno se igra z barvami, s prekrivanjem, s prelivanjem. A veš, pa ima pa tudi čist neke ful natančne strani, ki si pač res mogo šlo. Ko je bil tle v Ljubljani z Izarjem ful občudovali zaradi tega, ker on ne uporablja linij, ne, ima ful sam ploskve in pač skrbi sam za te kontraste in so bila kar malo fauš zaradi tega, ker pač, če delaš pa z linijami skosne, se ful fokusiraš na te linije, pa zdaj pač pa pobarvati, ne, pač. Ampak, če pa slikaš, ne, on v bistvu slika, ne, pa v bistvu že te stvari sprot rešuješ, ne. Tako da, ne vem, no še Ana Marijo sem prinesla, spet mogoče ta ena stvar, ki jo pri sebi pogrešam, ne vem, da je malo bolj sproščena risba,
malo bolj odprta. Naprimer, to se lahko pohvalim, to je en od prvih 10 izvodov. Ni sploh, pač njen izvod je, ta ni pri založbi šel. Tega ne da tukaj. Ja. Tudi baš luštna zgodba, no, pa lepo narejeno. Da ja, ne vem, boš zdaj imel ti pa lahko še. Ja, pa še ostale? A ja, pa še ostale, še Ivana sem prinesla, ker drugače bi Ivan mogel biti danes z nami. Da ga imamo vsak. Jaz ga nadomeščam. Ta je ful smešna, ja. Mislim, realna. Ful dobra, ja, dober družbeni komentar, tako čisto pa še v naše okolje, v naše situacije. Moje se si lahko poistovetimo, ali pa smo imeli vsaj kakšen tak moment iz nevidnih življenj. Zihar, jaz sem bila že tako nauna, že ta prva risbica je tako, najbolj, da začnem in ne podpišem pogodbe, ne vem kaj, nekaj tako je. Ja, no, to poznate. Ne vem, drugače, meni je Ivan fajn, zato sem prinesla tudi njegove stvari. Da vem, tako, ljudje, ki delajo za otroke, ampak se odrasli lahko hkrati zabavajo in so tudi neki družbeni komentarji noter, a veš, kle imaš čiste neke fore na kapitalizem, recimo. To pa zgodba se mi zdi, da je res dobro rešena, nikoli mu ne ostanejo neki odprti rokavi, da se kaj ne bi zaključili ali da se nek nastavek ne bi na koncu pol uporabil ali pa izpeljal, pa ne vem, to, da lahko zlikovca na koncu premagaš neko najbolj banalno zadevo, tako, ki si se ga najbolj bal, se moraš samo poscati na njega, pač to je dobesedno izkle. Spoiler. Tako da ja, ne vem, pač tudi za odrasle. Tako. Ok, no, jaz sem pa kar, čisto simpel, pač začel s tistimi stvarmi, ki se jih prve spomnim, ki so nekako vplivali, ampak takrat še v bistvu nisem sploh razmišljal, da bi mogoče risal sam, vem, da sem, ne vem, pri 8 letih tako res, ful sem si želel tega Mikija se naučiti narisati, ne. Zdaj, ne vem, odvisen, kjera generacija ste, ne, pač poznate Mikijev zabavnik. Jaz sem imel srečo, da v ulici sta bila 2 kolega, ki sta imela starejšega brata in imel vse Mikijeve zabavnike v klet spravljene in potem sta me izsiljevala z njimi, za katere sem čisto odvisen. In šlo je tako, pač najboljši so bili ta stari, se pravi ta prvi logo, pol naslednji je bil ta sreden, pa ta zadnji, to je bilo pa že tako 90, ne, kakor je tam datum. V bistvu, ne vem, pač ta zadnje so mi šle najbolj na živce, ker so bile, ne vem, najbolj brezvezne ene zgodbe, pač tiste 2 veverce so mi šle na živce, totalno cik in cak, a še komu, mislim, brezvezeno. Ali pa, ne vem, ene so bile tako pogojno, ok, ampak najboljš so bile pa te, sem pol kasneje ugotovil, da so od Karla Barksa in te so bile v najstarejših, no. Tega sem pa dal zato, ker se mi je najbolj nekako vtisnil spomin in sem tako res najdlje rabil, da sem ga najdel, pa on mi je kolega Janez Grm, ne, mi je nekako to zvohal, ki je tak arheolog stripovski. Ja, in se gre pač, kako oni, pač ta druščina, sprav, te 3 tamali, Žak Pak Mak, pa stric Kapučnik pa Jaka, gre, ne vem, je neka avantura na teh velikonočnih otokih in meni se zdelo tako, ful ena taka mešanca, cute pa grozen, tle vidite, da se unim kar lase po koncu, oziroma perje, kva. In dejansko bi bilo tako majčken strah, ampak to me je ful, recimo tele scene se ful spomnim, ker so pač te ekipi uživeli po noč, na koncu se izkaže, da so pač neki tihotapci, ki to sam strašijo, da ne bi folk gor prišel, ampak ja, to se mi je tako vtisnilo, da še zdaj, še danes pač moment tak cilj narediti eno zgodbo, ki je tako malo mystery, pa malo avantura, pa tako, no. Ampak ja, to sem spostavil v glavnem zato, ker to je bila pač ta prva nekak droga. Pol ta druga je Miki Musterk kot dost verjeten tle ljudem. Tak vzor, tle se
se mi je zdela risba ful preveč zakomplicirana, da bi jo jaz sploh nekako se lotil. Zdaj za nazaj, če gledam po moje, zato ker je res taka risba s čopičem, ne? In se mi zdi, da to ful težko, sploh če si mulc tam neki probavaš, tako ful težko usvojiti. To je, rabiš kar nekaj časa, no, da sploh tako na takem nivoju. Ne? Tako da tega se nisem loteval. Mi pa fotor mi je vsako soboto iz šopinga prinesel čokolado, enkrat mi je prinesel Mickey Mouse in sem pol čist ponoril. Mislim, v pozitivnem smislu, no, sicer. Najprej je bilo tako, ok, čokolada, ampak ne si to tudi dobro. No, kasneje sem bil blazen ponosen, ker sem na razstavi lahko pobarval in se mi zdi, da kaj se jim še kar ok izpadli. Tu sem jaz od spodaj. Tega se najbolj spomnim. Ne vem, zakaj je bil v modrem natisnen. Ti veš? Mislim, ta print, ki je bil v MSU, ki je že bil razstava. Ja, pač pa je bilo na steni. Pač. Ja, ker sem prav gledal, imate so dobri farlaufi, a veš tam skupaj. Ja. Prelivi, barni. Jaz sem pa zraven for scale, tako da. Ja, a kdo to ve, zakaj je bilo v modri natisnen? Ampak se spomnite tega? Pa je bilo v modri, ne? Nisem, ja, ok. Tebi je to vse tako prejšnjo stoletje. To je oči bral. To je zunaj 400 let stare knjigarne. Vsaj. Ja, v glavnem, pač pri Mustru mi je bilo pa to fajn, da je bila spet ena taka avantura, malo scary, ampak tako, da je cute, no? Ker to me je vedno privlačilo pri vseh logotipih ali pa pri maskotah. Pač mora biti cute, to me je čist obsedel. In sploh nisem mogel kakšnih realističnih. No? Modra noter je bilo natisnen pač samo linijska, ne, in ponavadi so bili črni, ne, ta je bilo pa v modri tinti, pa ne vem zakaj. Sem mislil, mogoče kdo ve. Ja, ali mi je ustal, ali neki, pač tiste. Tako kot enkrat ki je zabavnik, pač odprem in je samo oranžna, pa črno-bela, ampak je cool izgledal, pa še malo zamaknen in tako. Danes bi tako nek filter, ful iskal po internetu, da takrat se bilo pa tako zgleda, jaz sem še oranžno, ne vem. Ja. Je bil kakšen risoprint mogoče? Ja, jaz ne vem, kako ti si z foha. Ne, mislim, iz šole. Ok, da ne dolgovezam preveč naprej. Božo Kos je bil tudi po moje en tak kar vpliv. Kar mi je pri njemu fajn, je, da je tak res kartunist, tak polno, mislim, ima še druge stvari, kasneje sem ugotovil tako prav neke realistične ilustracije, pa za neke kavbojke, neke westerne, te romane je imel neke fantastične naslovke, kar me je čisto narad vrgel, ker jaz sem sam take stvari bil navajen. In všeč mi je pa to pač iz parih razlogov. Ena je, da sem še kar lenoba in da mi je všeč to, da se nekaj pokaže tako ful na hiter in še danes probavam nekaj hvatati krivine. Ker zdaj sem ugotovil, da je tako ful fajn, ker je pač v hitrih stvareh, pač rabiš neki kilometrine, da prideš do tega, ampak ker se je enkrat recimo približno tam, linija res tako energijo, da wow, ne, in to pri njemu imam tak občutek, to sem vedno nekako občudoval, da te, ki so mi bili najbolj všeč, tako izgledali, kot da so tisto tako malo naredili, ne vem, in da je kar nekaj ful dobrega ratali in sem bil čist paf. Saj tako izgleda, no. Ko je naprej, tle je en, a to ne deluje tako. To bi rekla, da se ful strinjam s tem, da je pač hiter, dober narisati zelo težko. Pa se mi zdi sploh za stripa glih to hitrost rabaš, ker moraš eno veliko količino stvari narisati in
se mi zdi, da razkorak pri ilustraciji, pač ti lahko eno ilustracijo delaš cel teden. Ne moreš ti zdaj en panel delati. Mislim, lahko, valjda lahko, ne. Ampak tako znotraj nekih okvirjev rokov pa budžeta ne moreš. Ja, tako da v bistvu pač res striparji res morajo biti dobri risarji. Recimo tisto stvar, ki si prej pokazala, tisto prvo stvar, ki sem pomislil, tudi koliko časa je to bilo treba, da se je to zgodilo. Ne? Pač, ja, je brutalno. No? Ampak ja, te karikature, ta stil, črtni, tak linijski, črno-belo, fantastičen, pa ful hiter lahko eno sporočilo pač prikažeš. Ko imamo naprej. Aha, no, še en stil. To sem pa dal te humoreske, ki smo jo pač kar doma imeli in pač pol nisem štekal, ker so pač odrasle zgodbe bile. Ampak ja, je tudi noter Božo Kos in neko mes so bile še neke joškice in sem bil celo tako. Mogoče sem zato pol. Pa Pipec pa Rdeča pesa. Tole sem pa hotel pokazati sam, kako sva z Gorencem Boštjanom naredila en tak omaž, kako bi rekel, za slovenske klasike, za Tomaža Lavriča. Smo naredila, kako sta Pipec pa Rdeča pesa, kdor se tega spomne, vse se spomnimo, ne? Sta odrasla, pa sta tako brezposelna, pa onga sam tam poha. Pa na koncu sta pa neka statista pri Čukih, ki so tisti kavbojci in indijanci. No, pač tle sem želel nekako se čim bolj približati temu stilu, pa ena stvar, ki sem prej že omenil, no, ki me je tudi hkrati privlačila, da je taka nonšalanca v tej liniji, tako sem imel feeling, da je to pa res simpel, ne. In pol še po tolkem cajtu, ki sem pač poznam, pa to še zmeri, pač se mi zdi, da je tako okoren, ampak še vedno se mi zdi, da tlele nisem, sem še zmeri bil ful naiven, ful sem mislil tako, ja, pa se je to zdaj tako nekaj tle naredil. Ja, ni, no. Jaz si ga tako predstavljam, no, pač po legendah je on začel stoje risati, ker je moj maček skozi skakal na mizo, nekaj tazga, pa imel nek tak bife in potem je tako narisal. In v moji glavi je to tako, da je vzel list, pa cek, deadline je jutr ali nekaj. Čeprav on je bil fizik, pa bil je urednik na Pilu ali Mladinski knjigi, mislim, ja, kakorkoli. Ena stvar, ki je še, ki mi je mogoče za izpostaviti, tle sicer ne vem, tle ni nobenega primera, ampak ker je tako spontano risal, smo jo včasih ustali, recimo, če vidite kako je tekst, ne, je kar tako, pač te oblački so zelo taki organski, ker ja, zelo nekam lezejo, pa tako. In včasih se mu je zgodil, se mi zdi, da je tako ful gužval, ampak me niti ne moti toliko. Včasih se mu je pa zgodil, da je kakšen žep kar vstal in takrat je, ne vem, kakšno, ne vem, mislim, da v glavi imam, da je, ne vem, z enim avtom ali ne vem, se budijo po cesti in potem tam ob robu pač ena žaba tako skoči, pa tako te so nori ali neki pač butne. In to nam je tako vsem, tudi z Ivanom sem se pogovarjal, ful ostalo v spominu, pač ena taka throwaway joke ali neki pač, ampak hkrati iz ene take čist pragmatične potrebe tisti zapolnite, ne. No, pa sem bil blazen ponosen, ker tisti logo je narisal on, ne, in sem potem, če tlele od spodaj, vidite, sem pristal na naslovnici. Ja. Ne, 8 let. Pač nosorog nima ušes, ne vem, pač ima samo pikco. Nimam pojma. Ja, čist je razbacan, ja, totalno. Ne bomo, ne vem, kjera sorta je to. Potem sem pa, se mi zdi, da ko sem brskal po disku, se mi je kar malo naroden, no, tle sem bil 17, ampak ja, se mi zdi, da tlele mogoče en tak vpliv, kaj se vem, tako zelo nadaleč,
sem naredil pač en strip za šolski časopis Katastrofa, ampak je pač tako nekako ful spontano pa na hitro z nekim ful dragim rotringom, ki sem nam kar pustil. V glavnem, mogoče bom kdaj to obudil. Ja, mislim, to je ena stran, ki sem jo zguzil na to. Pač nek Štefan pa Marjan, en Marjan je en debilen pomočnik enega tega znanstvenika, ne vem, kjer živeli sta sploh, ampak ja, pač tam, ne vem, neka taka mustrovska, ne vem, ko bi rekel, nek na luno, ki se tam zapič not, pa jih pa eni alieni ugrabijo, pa nuke, ne vem, neko pištolo, nuklearno orožje. Okay, Ful dobro za osnovno šolo, sorry. To je srednja šola, ja. Sem rekel. Smisel, da si rekel osnovna. Ne, tudi za srednjo je ful dobro. Sem tako, kaj, to je osnovni ris, tako. Se že malo zamislila nad sabo. Ni za kaj, hvala. Tisto šrok je bil dober za srednjo šolo. Dobro, tako že zdaj moje skice izgledajo. Pa skice so itek. To je primer iz enega učbenika ali neki priročnik za nemščino. V glavnem, pač tle se mi zdi, da sem nekako prvič, da sem bil malo zadovoljen, kako je pač linija, da se nisem ful žrl, da je nekaj čez črto, pa to, kar je, ne vem, za kva mi je to ful bilo važen. Ampak ja, sem potem pač probavam to še, kadar zdaj iz projekt, ki smo imeli, sem nekako tako. Quentin Blake je bolj ilustrator, no, tako da ne se jeziti preveč, ampak poznamo, ne. On je pač avtor teh zadev, ki spet izgledajo tako, da je, ne vem, z nogo risal ali nekaj. In mi je šlo na živce, zakaj mi je toliko fajn, pa mogoče tista lenoba v meni je hotela, a ne, pač čisto, da se ta takole naredi, pa ima kar knjigo. In sem rekel, jaz bom tudi tako kar nekaj na hiter. In pa ni šlo tako, pač ne vem zakaj. Čakaj, to je en tak primer, res je tako, se zgleda kao malka skica, ampak pač tako se mi je zdelo tisto, a to gre skozi, ful dobro. Pa pač mi je bilo tudi cute, ne. Ja, no in potem sem se Šnofija, ne, ko sva Šnofija zdaj že 18 let nazaj, ko sva začela, je pač, sem mislil, da delam to, pač tako nekaj na hiter in vsem sem naredil skico. Pa sem pa pač kar tisto z računalnikom gor, ampak vse je pač s presom, pa zato je, kako se stripe dela, a ne, pač prvo lepo pomakaš, pa če ne je fail. No, ampak je grozen, no, pač ni to. In cel cajt tako se spomnim, ko sem oddal, sem bil tako tisto katastrofa, tako shit. Še tudi font je, mislim, pisava je, vse mi je šlo na živce. Še najbolj mi je bilo pa tako, ker sem si mislil, ful sem hiter to naredil, pa še zmeraj ni tako, ker tudi ful hiter naredi. Še hitrejš bi mogel. Ja, ali nekaj narobe, ne vem, kva delam. Ja. Malo je previsok, mislim, ni toliko čitljiv, no. Tako da ja, to je malo važno, ja. Preden prišel tam naprej, čak, zdaj sem stera vrgo, ko sem že hodil. Anyways. To, ja, hvala. Kasneje sem, ne vem, nek video od Quentin Blakea in je pač mi malo odprl oči, a ne. Model je naredil tako 10-krat eno stvar. Tako risal. To je kurac, ne, pa novo. In 100-krat, ne vem, je šel skozi, preden je rekel, ok, ta štima. In pa sem bil tista, ja, to je bilo tako ful dolg je to delo v bistvu. Shit. Ne vem, pač, jaz nisem bil na šolah, veš,
Niso mi povedali tega. A so vam povedali to? Ne. Tudi ne. Okay, no. Pol sem najdel kakšne te politikine zabavnike, to tudi zreli ljudje v publiki poznajo. Čeprav se zdaj tudi nekaj izhaja. No, ampak noter je bilo tako ful takih bolj klasičnih stripov, ne vem, temi fantomi razni, pa ko je že bil tisti Rip Kirby, je bil detektiv, ne. Pač niso me ful nekaj zanimali, zato ker sem pač ful pikiral na neke take cute zadeve. Ampak vmes je bil pa ta model Benito Jakoviti. In ful mi je bilo všeč, ker so take pač zaobljene linije imel, pa na en način cute, ampak glih toliko, da me je potegnil, ampak hkrati mi je bilo pa tako, malo so čudni, malo so tako, ne vem, napeti, malo so bedni tam, tiste čisto v bedu. Ja. Pač je tako kar malo, ja, glih to, a ne, pač tako gledaš konček, konček puši tam, pa kar skozi usta ima to. Pač je tako malo, to je neki weird, pa mi je všeč, pa ne vem zakaj, pač tako, kar mi je bilo pa tudi spet tako, ne vem, a je bilo to tisto obdobje ali kva, ampak podoben ima, kot prej, ki sem omenil Božo Kosu, tamle če vidite v kotu, je kar en stvor, dva sta v bistvu, še tam enega rep drži in dejansko čist pripikan. Pač, tlele, pa ta kaktus, skozi imel te salame, tako jaz ne vem, to so bila 50 do 70 nekako, je risal, po moje so bile te psihedelične scene, pač, ali pa manjči. In je skozi bilo tista kača, recimo, ki ima trapast pogled, pač on je, ne vem, nek tak anti-kavbojski junak ali neki. Ampak ne sem, da je tle salama, včasih se jih pač kar tako pojavlja na tleh, tako odrezana salama in nikome ništa, tako. Tle je salama, evo jo, tle ima še noge pizati. Kva? Tako, kaj se dogaja? Zakaj ima tisti ravniv, veš? Pač, pa tisti črv, recimo, ker tako ful me je zanimalo to. No, pol pa, če še mogoče malo domače scene, ne, okej, saj je bil Božo Kos. Lavrič me je totalno prevzel v Mladini. Jaz sem dostikrat, smo bili na obisku pri sorodnikih in tam proti koncu obiska se meni že mešali, sem hotel iti dam in potem se zmeri zavlekel tam v eno kamero, ko so imeli pa ful starega papirja in so imeli take gore teh Mladin in pa sem to bral in so bile ful neprimerno za otroke. Ne. Pač je bilo ful nekih porno scen, vsega živo. Jaz sem ti zgledal, kaj se to je lušten, zakaj pa tam lulčka, ful čuden. Pa nisem štekal nič, ampak ful mi je bil všeč stil. Ne. Kasneje, ko sem bil v srednji šoli, to je fun fact, ne, je Izar, ki ni bil z naše šole, ampak je risal za naš časopis, ki je imel neke veze. In on je ful dober, pač se je videl, da je pač ful tripal tudi na iste zadeve, kot jaz, ampak s tem, da jaz niti slučajno nisem znal tega narisati, on je pa to tako. Ne. In so bili očitki, ki so bili ljudje fauš, tako, kaj on sploh riše, se sploh ni iz te šole, pa itak sam kopira Lavriča, pa kar nekaj. Tako, vse je cool, pač ti kopiri Lavriča, veš, tako. Anyway, pa smo ga skenslali. Nima on kaj, pač. Mislim, a si videla, kaj sem delal jaz, tista stvar, ko smo na šolc. Kastelec je bil še vmes in spet je bilo tako, kar ena jajca tam, pa enake babe in tako in pač meni je bilo tako ful, fajn risba, pa vse sem tako, joj, to pa ne vem, če bi mi pustila, ne, če bi vedeli, da jaz to berem, pa po mojem nisem imel pojma, valjda.
No, zdaj pred koncem, no, pa še mogoče ena, ki zdaj bolj tripam, je pa ena britanska striparka, je Tor Freeman, in ona me je pa čist navdušila, kako se ona, v bistvu je ilustratorka in se je lotila stripov, ker je v bistvu to si skozi želela in pač jo je pač zanesel pol v ilustratorske vode. Ampak všeč mi je pri njej, kako se ona loteva zgodbe, in sicer ona je ima metodo, oziroma začela je boljše zgodbe delati potem, ko se je začela ukvarjati z improvizacijo, in je rekla, da pač potem, ko se enkrat toliko uživiš v junaka posameznega, se začne zgodba kar sama odvijati. Ta je tak, ne, zdaj pa kva se zgodi, če ta dva skupaj prideta, recimo po tem ključu, ne. Pač njena risba mi je ful smešna, je ful taka quirky. Tele dve knjige sta pred kratkim izšle, včeraj sem ta desno prebral. Zanimivost. Ampak ja, se mi zdi, da je ful spontana in hkrati ima tako crazy dobre junake in pač kot rečeno, no, pač ful se zgodba se kar sama nekako odvija. Fascinantno mi je bilo, kako je ona, če se to kaj vidi, ja se vidi, ona je kar začela zgodbo delati in so pač skice, a ne, in jih je začela objavljati na Instagramu, a ne, recimo, kaj se vem, kar po 10 slajdov ali ne vem, koliko je že bilo takrat omejitev, pač vsak drug dan ali nekaj. In se vidi, pač, da je ona tako vzame papir, pa nariše kvadratek, pa cak. In mi je spet to nekaj, ki mi je tako ful fajn, ker ena stvar zgodi. Zdaj, včasih bi se, recimo, mi zdel tako tole ful smotan, ker so pač, ne vem, niso spet toliko cute, pa ne vem, ta stil, ampak se mi zdi, da pač bolj, se mi zdi, da bolj cenim zdaj zgodbo, no, in se mi zdi, da je pač tisto, kar podpira zgodbo, je pač ta risba, in če jo, je to, a ne, pač ne rabim več. In pol iz tega, a ne, je pač to samo pobarvala, oziroma pač je šla s tinto čez očitno, tako da je treba, koliko je treba, ampak je tako zacrknjen, smešen, pač priporočam. In se mi zdi, da je take sorte humor, ki je, kako si prej omenila, da je tudi za starejše, je ful family friendly, ampak hkrati ni debilen, tako tisto, da bi zdaj, moj bog, kaj je to. Tako pač jaz res crkujem zraven, ko to berem. A je še kaj? Aha, to je pa za konec še en predogled, to pa z kolegom Janezom ustvarjava, pa detektivka Mojmir pa Krištof. In ja, in nekako, kaj se vem, če vidite kakšne od teh vplivov, ne vem, to sem začel v osnovni šoli delati. Ne, se ne. To smo začeli delati v bistvu konec 2024, ampak tako zelo na easy, pač tako se malo dobivati, pa malo napisati, mislim, da se zdaj počasi zaključuje, zdaj delamo zadnje, pa smo že skoraj tam, no. Še kakšne 2-3 leta. Tako da vsi, ki ste kaj takega dosegli, da ste zaključili album, vsaka čast, ker ja, je kar zalogajno. Ja, to je to. Ja, imam še tega. To je pa tudi bolj ilustrator, no, gremo na hitrico. Evo, to je pa ta stvar, ki me blazno fascinira, ne, pač tako skoraj iz ene linije, no, pač, plus ta tekstura barvice je amazing, ali pa samo penzelja. Se najbrž ilustratorjem je z nami, ga mogoče poznate, pa ena od mojih primerov, ki tudi ne vem, če sem paše čist, ampak mogoče bolj pri Božu Kosu, kaj pa vem. V glavnem to je Janez, pa Berlusconi, pa Tudžman, ne vem, kva sem tle, mislim, nekaj je bilo, no. Ja, prepoznaš barvno shemo. Aha, pa še imam enega. To pa Bob Stack, to pa en
ameriški, v bistvu karikaturist, političen. Take zadeve dela, sicer tudi dosti drugih, ampak recimo, da njega sem nekako si vzel za vzor za take sorte ilustracijo. Recimo nekaj tacga, to je bilo pa za Oštro, tisti spletni portal, če poznate, pač korona, ampak ja, niti približno niso te zadeve, ampak nekako me ful inspirirajo. Ok, tu pa res to, meni se zdi zdaj. Ja, ok, 42, dobro. Sorry, če sem preveč dolgo vezal. Tako ja, če se komu kakšno vprašanje slučajno. Mogoče me usliši. Na kateri točki v tvoje, se pravi, v tvojo zgodbo vstopijo roboti? To je pa nesramen. Zato, ker Gašper me skozi zafrkava s temi roboti, ker sem dva narisal enkrat. Ti si več mrožev narisal, kot sem jaz robotov, no, tako da, ja veš. Roboti, zato, ker so simple, ker narediš kocko, pa je kar glava, a ne. Pač realistično je pa ful mi težko, tako da. Še zdaj, če rišem po modelu, pač je glava krog. Vse ostalo pa pač tako. Ampak ja, roboti so kar kul. Ok, hvala lepa. Boš ti že? Glede na to, da si hodil recimo na ledino, ne? Kje si se pa pol iz prerisovanja dejansko učil risati? Ja, sej, pač Miki v zabavnik sem plonkal, pa sej itak, a te na faksu pa se tudi plonkaš najbrž, pa malo se zgleduješ ali nekaj vsaj. Ali ti rečejo, ne smeš plonkati? Kdo je zdaj z akademije še? Ja, mislim, da tako na ilustraciji se mi zdi, ni bilo to govora o tem prerisovanju, ampak se mi zdi, da je uporabno. Pa niso nas pa spet tako silili, da bi mogli pa nek svoj stil odkriti. So bili tako, ja, to boste že spotoma enkrat. Mogoče je pa glih prerisovanje ena taka pot do stila, da malo pobereš, kaj ti je pri tem všeč, kaj ti je pri tem, pa to pol združiš. Tako da ja. Ja, nekaj podobnega sem pred kratkim na netu ujel, da je točno to, pač nekaj prerisuješ, ena stvar, del enega stila ti bolj sede kot drug, pa pač tisto obdržiš, ali pa ga toliko zmutiraš, da pač čisto spontano, a ne, da ti pač, če ti je fajn, ga pač ponavljaš, a ne, čisto. Ja, tako da ne vem, sej. Čisto odvisno od osebe, če ti paše pač prerisovati. Ja, ali pa če te dober v enem stilu. Mogoče pa samo inspiracija, pač čisto, ful fajne barve, ali pa ful fajn linija, zdaj bi pa še jaz to probal. Mislim, meni je bil ful me je gnal to, da nekako sem se hotel sam v sebi dokazati, kao tisto, ok, se Miki Miško pa znam narediti, pa ne vem, pol kasneje druge like, pa sem se počutil kar tako malo frajer, tako, ok, oni sploh ne vejo, da jaz znam Miki Miško narisati, veš. Tako da, ja, a si to vprašala? Kaj si vprašala? Mislim, ja, nekaj sem se izobraževal pri enem slikarju, tako tisto kocko smo risali cel let, pa mi je šlo na jetra. Zdaj se sliši tako, pa tudi takrat se mi je zdelo tisto, ampak pol enkrat sem pa, ne vem, tako, ko sem ful hitro en kocko naredil, pa je nekdo kar pobulil, te pa to gre. En let sem to praskal, tako, fuck, pa zdaj ne gre, pa ne vem. Zato pa zdaj robotka znaš. Ja, pa sem kar nekrat robotek, sem da pikce, pa se učke. Tako da, ja, takrat sem klel, ampak pol je ful važen, da te neke osnove, vsaj približen, da si znaš stvari predstavljati, pa itak pač po svoje, ne. Ne, model tako, ne, ni bilo to kul. Pač sam list, pa daj kocko, pa zdaj tako obrnjena. Pač boring as fuck, tako. Res, ampak ja, mislim, da
skoraj nujno. No. Pač, vse prvo so tudi, a bila na srednji, tudi. Se ni čuden pola, veš, da zna tako. Najlažji pa šola narediti, da veš. Tako na faksu, ko smo se glih prej pogovarjali, se mi zdi, da je bolj tako, kot da bi... Jaz sem tam prišla in sem mislila tako, ok, zdaj me bojo pa načili, tako se nariše voda, tako se nariše travica, ampak ni bilo tako. To je bilo že v snovki, po moje to. Ja, ampak ni, noben ti ne bo pač davnih napotkov, hekov, usadil, ne vem kakšnega. Kaj pa pol, kaj pa sploh? Ampak dobiš nalogo in se je to izziv in pač reši. In pa so, da si svetuje, vse sem kaj odnesla. Da ti pomagajo malo, ki jaz bi crknil. Ja. Niso čisto odstotni starši. No, ok. Prav, še kdo? Vsi ste ful potešeni. Ja, veš kaj, jaz imam vprašanje, ko sodelujeta z Grmom, kako to poteka, koliko je kdo vključen, kaj so tvoje zadožitve, kaj njegove, kako pokombinirata? Kaj sem zdaj naredil? Ok. Jaz nekako podoben, tle sem žirafi tele pozabil fleke tamle, moram še ta fajl pol. A to si tudi... Kaj pa je? Ja, le z Janezom se zmenil, on ima tekst čez. To nekako tako, da podoben, kakor malo z Gorencem, pač je tisto čisti entuziazem pa sproščena zabava in moram reči, da se tako dobro, res že ne vem, kdaj sem se nazadnje imel, tako res je fucking fajn to delati. In pol na koncu nekaj rata in to je tako, pač ena skicirka, pač vsaka stran, A4, pa tisto, pač se mi zdi, saj jaz sem tako pristopil, ker me je ful zanimalo, kako se zgodi ena taka detektivka, tako kot Thor Freeman, ki sem prej recimo kazal. Me je ful zanimalo in ja, pač vmes spoznaš, kaj so izzivi, pa tudi taka, ki je neka čisto smešna naj bi bila, pa tako brez nekrvava, pa neka taka ful družinska. Je še zberi pač mora neki vodo odnositi, oziroma mora držati vodo. Recimo, ne vem, zakaj bi zdaj unmo polžu verjel, ki je priča eni zadevi, pač take stvari se pa sprašuješ in je tako kar v redu job, pač če tako pogledaš, da se take zadeve sprašuješ. No, to me je zanimalo, ampak ja, hoteli so čim bolj tega, kako se reče po slovenski, yes and improvizacije, pač da se pač napajava z drugim, pač da ne nujno, v bistvu ne. V bistvu so bila ful tresna skozi. Kar je še ena stvar, pač ful je najboljša zabava trezna zame. Ja, in se mi zdi, da tako, če se imaš fajn, ko to ustvarjaš, pač ti tudi čisto vseeno, a bo kdo to sploh kupil, a bo to sploh plačan, ali moram jaz plačati, prav v redu. Pač jaz hočem to delati, preveč je dobro, da ne bi. In zdaj bo dejansko natisnen in vse. Ampak ne zdaj pričakovati, ne vem, ful špeha, to je tako 60 strani ali nekaj. Mislim, da je meni ful, tako je meni blazen. Ja, točno. Ja, zmanjšal tako, v bistvu ona napiše, ona naredi scenarij, jaz to narišem. In mislim, za ta tempo, ki ga imava, se mi zdi, da je to v redu, ker
se ne bi šlo vsak mesec, da bi še mi dve nek imeli back and forth. Se mi zdi, da je bolj ekonomično tako. Da je, pač ona ve točno, mislim, si predstavlja, kaj je v kakšnem kadru, kaj se je. Zato je ful redko. Pač, da tisti, ki ti piše zgodbo, da ima že toliko. Ja, tudi ona razdeli v bistvu vsebino pa količino vsebine na stran, na okvirček. Tako da je spol, če mogoče res kaj ne gre čist skozi, ampak ni velik, da bi jaz njej spreminjala stvari. Tako da ne vem, pač laufa, meni je to ok. Se me je vprašala na začetku, če mi je to v redu, ali če bi rada, da mi da manj informacij, da imam jaz bolj proste roke, ampak se mi zdi, da sem jaz lahko pač bolj relaxed, pa se sam svojim stvarem posvetim, pa ona na svojo domišljeno. Meni je to ok. Ja, tako, več pa ja. Kaj pa še kakšno svojo zgodbo mogoče? A te kaj mika? Ne, mislim, jaz nimam bene svoje, tako da... Imam tako neke zametke, mogoče sem pa tja, ali pa ja, imam neke želje, kaj bi delala. Sam ne bom, kaj nočem zadžinksati, ne bom povedala. Pa bom povedala, pa sem mislila, da sem že vse naredila, ker sem rekla, zdaj je v etru. Pa bo težil, tako kdaj. Ne, bom še v stripu, no, upam, ja. Tako. Zdaj trenutno imam zelo malo časa za karkoli svojega, ampak ja, se veselim časa, ko bo čas. Še kdo? Ja, smo zadovoljni. Koliko je cajt? Preden si pobegnete in preden ima dama aplavz, naj vas povabim še na naslednje srečanje 24. marca. Nadaljujemo strip dialogi drugimi po vrsti. Z nami bosta Peter Kuntarič, ki ga mogoče poznate predvsem bolj iz spleta oziroma iz Outsiderja, Megafona, Kralje ulice, pa na nekih ekoloških zadevah v knjižnici ga zdaj tudi vidite. Pa z njim se bo pa pogovarjal Gašper Kranjc, avtor vaških, zimskih in glavnem te ptičje trilogije. Tako da boste ona dva tudi povedala. Mislim, da imata mogoče malo več skupnih točk, kot sta jih imela vidva, ampak dajmo se pustiti presenetiti. Sledijo pa potem aprila še 3. strip dialogi in letošnjo sezono, že tradicionalno bomo pa maja sklenili s stripom v živo. Tako da vas vabim, da ostanete z nami oziroma se vidimo tudi prihodnjič 24. marca, torej ob 20. tukaj. Zdaj pa en velik, prosim, spontani aplavz za naša današnja gosta.